Imamo volitve, no ja, pa so tudi legitimne. Janez Janša je bil legitimno izvoljen. Zato vsem tistim, ki upajo nadaljnjo Janševo politično likvidacijo, sporočamo: roke proč od njegovega mandata. Protestival. Dober dan, zakaj ste tukaj? Postrebali smo poslance Združene levice v parlament. V bistvu smo šli z njimi preko njih v parlament, z ulice. Torej, to je bilo za vas danes simbolično dejanje. Ja. Sem zelo razočarana, ker nikamor ne ganemo, kar naprej poslušamo poslanca SDS, z njimi se ukvarjate vsi mediji, cela država in ni čudno, da vsi stojimo in da nikamor ne ganemo. Celo mi, ki smo prišli sem, da bi stvari spremenili na bolje, da bi delali v dobro državljanov, se ukvarjamo samo z eno stranko in z eno osebo. To si pa res nisem predstavljala niti želela. Ste pravzaprav edini, ki postavljate človeka pred kapital. Kaj mislite, da lahko iz svojega programa sploh uresničite v takšni družbi? Bi rekla, da lahko uresničimo veliko, kajti zdaj bomo imeli mikrofon in ljudje bodo zvedeli, o čem govorimo in da nimamo proti nikomor prav nič, da ščitimo tako kmeta, kot delavca, kot obrtnika, skratka ščitimo normalno človeško življenje in se borimo zgolj proti tistim ljudem, ki ljudi izkoriščajo, tisti mali peščici, ki jim ne bi smeli dovoliti, da hodijo do nami. Ampak očitno se spet obeta, da bomo reševali sistem. Mi takšnega sistema ne bomo reševali in ne branili, zato smo ostali v socialistični opoziciji in bomo podprli čisto vsak predlog, ne glede na to, a pride z leve ali desne strani, ki bo vprit človeku. Mi smo v svojem programu in svojem imenu zapisali, da smo demokratični ekološki socialisti. Verjamemo, da se lahko gospodarska rast kljub okoljski vzdržnosti tudi razvija. Zato verjamemo tudi v ekološke rešitve, ki smo jih že predstavili v našem programu, kajti Slovenija bi lahko postala ekološka oaza, samooskrbna energetsko in prehransko. Se pravi, da ni samo gospodarska rast na temelju uničevanja okolja. Kako je lahko mandat poslanca legitimen na nelegitimnih volitvah? Če so negativne volitve za Janša, so za vse poslance, ne? To se pravi, ne bi mogel biti noben poslanec. Če je pa 95 poslancev, je lahko tudi 96. Dobar dan, povejte mi, kako zagovarjate, da so volitve na eni strani nelegitimne, zavzemate pa se za legitimnost poslanskega mandata Janeza Janše. Absolutno se zavzemam za Janeza Janše. Janez Janša ni materialist, je pošten, je garač, je preveč pameten. Drugače bi ga že davno počeli, takoj po Krambergerju. Prvi vtisi so pričakovano taki, da se ta konstitutivna seja vodi tako, da se zavlačuje in na nek način obstruira sam sklic, tako da preprečujejo poslanci SDS-a, da bi se ustanovili na novo sklicali državni zbor in začeli z konkretnim delom, kot je bilo tudi pričakovano. Združena levica bo skušala gotovo uresničiti določene točke, ki so ključne, predvsem pa se moramo tu zavedati, da je pomembno tisto, kar lahko taka majhna poslanska skupina naredi v samem državnem zboru. Na nek način smo tu sinergični z predlogi stranke Mirana Cerarja glede ukinitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja. To mislim, da je ena od ključnih točk, ki je bila tudi del našega programa in mislim, da bomo to gotovo speljali in nekaj ostalih še, ki jih dogovarjamo v programski skupini poslanske skupine. Kako je lahko mandat poslanca Janeza Janše in obenem zapornika legitimen, kljub temu, da trdite, da so volitve nelegitimne? Janez Janša je dobil mandat volivk in volivcev, ne samo nekaj 100, ampak nekaj tisoč in zato je njegov mandat ne sme biti pod nobenim vprašanjem. Zakaj ste se v SDS-u danes odločili za nesodelovanje s tem mandatom volilne komisije? Na nek način je te očitek na račun SDS-a, da s tem že na prvi seji blokirate delo parlamenta? Ne, mi smo samo želeli na prvi seji že dati
legitimnost vsem naslednjim delovanjem državnega zbora, tako mandatno-volilni komisiji kot vsem ostalim. Smo hoteli samo razčistiti odprto vprašanje, ampak ostali poslanci so glasovali proti in zato je pač delovanje predvideno tako, kot je sedaj zapal. Imamo stranke, no ja, pa so to res prave stranke in ne le priložnostne zasebne interesne združbe. Danes imamo sicer medije, no ja, pa so to res neodvisni mediji in ne le nekakšni kapitalsko-oglaševalski približki. Imamo sodstvo, no ja, pa so to res neodvisni in pravični sodniki. Imamo ustanove, ki ščitijo človekove pravice in svoboščine. No ja, pa so dovolj pogumne in odgovorne. Imamo predsednika republike. No ja. Jaz mislim, da bo nadaljna razprava pokazala, da gremo v pravo smer in takšna odločitev, ki mora biti predvsem zakonita. Verjamem, da bo pravilna. Kdaj lahko pričakujemo, da bo tudi za poslance obvezno potrdilo nekaznovanje? Jaz upam, da še v tem mandatu.